Lepo pozdravljeni. Poročiva se. To je odločitev, ki si jo v Sloveniji uresniči vsako leto manj parov. Če je bilo leta 2013 pri nas sklenjenih 6254 zakonskih zvez, jih je bilo v letu 2022 le 5916. Kako pa je s katoliškimi pari? O tem v tokratni oddaji Prividi. Torej, v studiu gostimo gospoda Milana Knepa, duhovni pomočnik v ljubljanski stolnici in tajnik Škofijskega katehetskega urada. Ste gospod Knep? Magister Luka Mavrič je z nami, tajnik urada za družino pri ljubljanski nadškofiji. Prek spleta pa sta se nam pridružila Urška Petač, koordinatorka priprave na zakon o zavodu Iskreni. Lep pozdrav, gospa Petač. In z nami je tudi profesor dr. Matjaž Gams iz Inštituta Jožef Stefan. Gospod Gams, lep pozdrav. Gospod Gams bo na sredini oddaje odšel na nek nujen sestanek in takrat se nam pridruži Mojca Belcel-Magdič, soustanoviteljica portala katstik.si. No, zdaj pa k vam, gospod Mavrič, najprej podatki. Vi ste pripravili podatke, kako je s katoliškimi porokami. Torej, v primerjavi s civilnimi porokami, ki so v zadnjih 20 letih dokaj stabilne, rahel upad, ampak mogoče predvsem zaradi korone, kjer so odložili poroko na čas po koroni, ne. Je pa res, da v cerkvenih porokah je pa teh sklenjenih zvez manj. V 20 letih je to upadlo skoraj za 50%. O razlogih lahko razmišljamo, razpravljamo, ugibamo, ampak tukaj vidimo eno razliko, medtem ko civilne zveze ostajajo kolikor toliko na enakih številkah, rahel upad, je pa cerkvenih porok za 50% manj kot pred 20 leti. Tudi vi ste cerkveno poročeni. Je to težje kot civilno? Moram reči, da je to malce provokativno vprašanje, ampak vendarle, nek razmislek je bolj globok, ali kako je s tem? Zame ima to predvsem večjo težo, za naju oba. To je bilo tisto, kar ste si rekla, poroka. Civilna zveza sva jo šla podpisati na urad. Danes pa veliko mladih parov razmišlja o tem, saj nama ta papir nič ne garantira, da bova ostala skupaj, ne potrebujeva tlele nobenega soglasja, ne strani države, ne strani cerkve, važno je, da se imava rada. V resnici je pa tako, da mladi pari nič manj ne hrepenijo po ljubezni, po stabilni zvezi, to ostaja zapisano v človeškem srcu in je od nekdaj bilo tako in bo vedno tako. Je pa resnica ta, da je danes mogoče malo več strahov med pari, več vprašanj imajo, manj so gotovi, tudi manj imajo zgledov, kaj pomeni živeti iz zakona na način, ki bi jima bil privlačen kot zgled. Ja, tudi mi, da si želiva tako živeti, kot sva videla to, ne vem, pri naših starših ali pa pri drugih ljudeh. Tako da je več ovir, več vprašanj in manj se čutijo gotovi in opremljeni za življenje v zakonu. Zakaj ste se pa vi odločili za cerkveno poroko? Meni je to pomenilo čist tako kot eno potrditev. Ja, želim živeti s tabo in želim ti to povedati pred Bogom, pred ljudmi, ki so nama blizu, da verjamem, da bova skupaj z Božjo pomočjo ostala zvesta drug drugemu v ljubezni in spoštovanju in da je to tisto, kar v resnici najbolj močno želim od vsega, kar si bi želel v tem življenju. Gospod Knep, vi se ukvarjate s pripravo na zakon. Kakšne so razlike? Vi to počnete zdaj že 19 let. So kakšne razlike v generacijah? Razlike v generacijah, ne vem, na tole vprašanje nisem bil najbolj pripravljen. Ne vem, mogoče opažam to, da ti pari, ki zdaj prihajajo, ena značilnost je, da je v vsaki skupini je nekaj tujcev ali več parov, da imajo partnerja iz druge države, celo iz drugega kontinenta. To je recimo nekaj novega. Potem velika razlika je recimo to, da kar se je zlasti pokazalo v pripravi v času korone, da ko smo odprli Zoom,
so pozdravljali otroci, ne? Namesto pari otroci. Ne? Se pravi, veliko parov, ne vem, zdaj na ta številke ne vem, ker tega ne morem preverjati, ampak zdi se mi, da več kot tretjina parov, ki se cerkveno poroča, ima že otroke. Se pravi, razlika je v odlaganju cerkvene poroke, da si najprej ustvarijo neke trdnejše materialne temelje, stanovanje, imajo otroke, potem pa se odločijo še za cerkveno poroko. Morda to je recimo taka zelo drastična razlika v primerjavi s prejšnjimi časi. Da so otroci tudi priča na porokih, ne? Ja. Torej, zdaj kako pa je s temi otroki? Koliko otrok imajo danes Slovenci? Manj kot nekoč, več? Kaj se tu dogaja? Ja, tukaj se dogajajo velikanski tektonski premiki, ne, za ilustracijo to, dr. Gams bo to tudi iz rokava stresel, ne, leta 23, ko je bilo 1.300.000 ljudi, je bilo 40.100 rojstev, po drugi svetovni vojni v baby boom generaciji letnih Drnovškov 1950 čez 36, potem dolgo se je tam okrog 85. leta bila številka 28-30 tisoč, zato je bilo, če so se poročili, potem 15 tisoč parov poročenih v tistem obdobju. Velikanski upad se je zgodil leta 2003, ko smo prišli na 17.321. Lani smo bili pa dosegli zgodovinsko dno za 16.811 otroki rojenih v enem letu. Ne. To so te številke, ki govorijo, da se nam stvari... No, po drugi strani pa tisto, kar je mogoče tukaj zanimivo, da se v obdobju zadnjih 10 let, povprečju, tako pravi študija Mladina 20, priselilo v Slovenijo okrog 2500 mladih iz tujine, iz drugih držav, vendar te številke nikakor ne pokrivajo tega velikanskega demografskega primanjkljaja. Ne? Ker od 17.000 pa 2.000 smo še vedno daleč od tega, od 30.000, kar bi potrebovali. Dobro, to je bila lepa iztočnica za doktorja Matjaža Gamsa. Doktor Gams, vi se ukvarjate s temi demografskimi statistikami. Kdaj bomo Slovenci izumrli? Ja, hvala za vprašanje, pozdrav vsem. Mi se s tem ukvarjamo, najprej da pojasnim, 20 let s temi študijami in tudi, če pogledamo, kaj smo napovedovali pred 20 leti nazaj, vidimo, da to kar dobro drži. Se pravi, te projekcije so kar zanesljive in poleg tega sem profesor, doktor znanosti, trd znanstvenik, če tako hočete, ki pa je tudi družbeno angažiran. Se pravi, če vidim, da nekaj škodi prebivalcem Slovenije, Evrope, sveta, je moja dolžnost za to jasno in glasno povem. Zdaj, pri teh študijah, napovedih imamo na voljo lahko zelo zapletene probleme, lahko pa pojasnimo zelo preprosto, ker je to, kar se dogaja, je tako nesporno. Ne? Poglejte, recimo, da je na leto 10.000 otrok premalo, koliko let rabimo, da bomo zamenjali celotno populacijo. Se pravi, kolikokrat po 10.000 let, kolikokrat po 10.000 ljudi, koliko let rabimo, izkaže se, da rabimo nekaj več kot 200 let. Se pravi, čez približno 200 let bo celotna populacija v Sloveniji zamenjana. In tisto, kar je še pomembneje, je, da bo v nekaj 10 letih prišlo do obrata. Ti obrati so se dogajali že v nekaterih državah, ko je število priseljencev bilo dovolj veliko, se je potem spremenilo tisto večinsko, kaj so vrednote, kako kultura, delovanje naroda in tako naprej, oziroma države. In zelo je zaskrbljujoče, ljudje morda ne pomislijo, kaj bo čez 200 let, ampak če pa pogledate tekoča dogajanja, pa vidite, da je cela kupica negativnih komponent, ki tukaj spremlja to demografsko katastrofo, se drugače temu ne moremo reči. Ta demografska katastrofa se vidi kot pritisk na družino, pritisk na poroko, pritisk na ženske, da ja ne bi imeli časa, da bi živeli v družini z otroci in tako dalje. In to se vse negativno odraža na kvaliteti življenja. Če potem pogledamo še čisto biološko,
opazimo, da imajo recimo moški bistveno manj sperme, se pravi v nekaj 10 letih je količina sperme pri mladih moških padla na polovico, plodnost je padla tudi pri ženskah in če pogledate konkretno nek par, ki hoče zanositi, vidite, da ima danes približno 2-krat več težav kot posledica te neke usmerjenosti proti normalnemu življenju v družini. Torej, kaj vi predlagate? Vi ste bili tudi državni svetnik. Velikokrat smo slišali kritike, še posebej novinarji, ki smo mogoče vprašali kakšno vprašanje usmerjeno v to demografijo, so bile velike kritike, ampak kaj bi vi predlagali tudi kot državni svetnik mogoče? Imeli smo, urad za družino pri prejšnji vladi, pa prva stvar te nove vlade je bila, da je ukinila urad za družino. Torej, kakšne poteze bi vi predlagali? Ja, kljub vsemu se v politiko pa ideologijo ne vtikam, ampak je pa naša dolžnost strokovnjakov, znanstvenikov, da opozorimo. Najprej, da ta znanja sporočimo javnosti, medijem, ljudem, da se ta spoznanja razširijo, da se potem lahko začne ukrepati proti tem negativnim pojavom. Ker zdi se, dve možnosti sta, se to dogaja emergentno, se pravi slučajno, sporadično, ali je pa to namenoma, se pravi, da neke skupine ljudi, ideologije to namenoma širijo. Zdaj, če pogledamo, kaj se je dogajalo meni osebno, kot rečeno strogemu znanstveniku, in kaj se dogaja drugim ljudem po Evropi, ki imajo približno podobno stališča, vidite, da so vsi doživeli neke čudne medijske, osebne napade, linčanja in tako dalje. In ko to pogledaš, je edini zaključek ta, da na vsak način hočejo preprečiti, da bi ta spoznanja, o katerih sem prej na hitro govoril, da bi ta spoznanja prišla v, ne vem, kako se reče slovensko, mainstream, recimo. Torej, to je prva naloga, da se tega zavedamo, in ko se bodo ljudje tega zavedali, vsi ljudje niso neumni, samo če jim date na voljo samo omejene in dirigirane informacije, potem pač sklepajo v čudnih smerih. Doktor Gams, tudi vi sami imate veliko otrok in tudi vnukov. Povejte mi, kako pa je pri vas, kako je vam uspelo nekako to idejo razširiti, poročite se, imejte otroke? Če je bilo to vprašanje zame, ker se je za hip zveza prekinila. Ja, sam sem vedno rad imel otroke, naravo, življenje. In tudi, če pogledate mojega vzornika Muska, ima 10 otrok. To je človek, ki je verjetno najpomembnejši vizionar Leonardo da Vinci sedanjega časa. In če ga vprašate, zakaj in kako, on vidi v tem smisel. In zdaj pravzaprav bi preskočil še na drugo temo. Vprašanje je, kam naj bi šla človeška civilizacija. In ena možnost je, da skušamo ustvariti nek ideal, raj tukaj na Zemlji. Ampak naši modeli kažejo, da gre to ravno napačno smer. Se pravi, treba je iti na druge planete in da bi šli na druge planete, moramo ostati mladi z veliko otroci, z veliko energije, veliko poguma. Če ne bomo šli pravočasno na nove planete in če ne bomo razvili superinteligence, se nam v naših modelih slaba piše. To so zdaj morda neke vizionarske stvari, za katere bi rabil več časa. Ampak če pogledate vse te komponente, se zdi, da je ena pot kvalitetna, se pravi ta družina, otroci, normalno kvalitetno življenje in čim prej v vesolje na druge planete. Druga smer, ki se pa zagovarja po svetu, se pa zdi, da je zgrešena tako strokovno kot človeško. Prinaša veliko pritiska na ljudi, čisto individualno, in pa tudi to ni pot, ki bi jamčila dolgoživost človeške civilizacije. Dobro, doktor Mars, ta pot na druge planete, to bo tema neke druge oddaje, kamor boste seveda toplo povabljeni. Gospa Urška Petač, vi pričakujete tudi zdaj 4. otroka. Če sem si prav zapomnila, vi vodite pripravo na zakon že 6 let. Povejte mi, kdo vse pride k vam na pripravo za zakon in zakaj pridejo ljudje? K nam prihajajo večinoma katoliški pari, je pa res, kot je rekel, mislim, da gospod Knep, tudi k nam prihaja kar nekaj parov, ki so različnih narodnosti.
ne vem, predtem seveda, se pravi, 6 let zdaj vodim, kako je bilo predtem, v resnici ne vem, ampak vsekakor jih v zadnjem času, ja, jih imamo nekaj na leto. Torej, k nam prihajajo, ja, kot sem rekla, večinoma katoliški pari. Malce nam je zamrznila slika in povezava z gospo Urško Petač. Dokler ne vzpostavimo nove povezave, bom zastavila tole vprašanje gospodu Knepu. Zdaj omenjate te tuje pare, ki pridejo, oziroma mešani Slovenec in tuji pari. Kakšni so pogoji za to katoliško poroko? Sta to seveda dva katoličana, kako je potem s temi stvarmi, če nista? Kaj se dogaja? No, v tem pogledu je stvar enako kot pri tem, da bi bila oba Slovenca. Postopek je enak, oba prideta k župniku, da naredijo zapisnik, samo podatki so drugi, pa morda je potem sama poroka malo zapletena, ne? Ker je treba narediti dvojezično, nagovor morda v dveh jezikih, zlasti, če pridejo svojci iz tujine, potem se vsa stvar malo podvoji, da je več v beril in nagovorov, sam obred pa navadno kar v slovenščini. No in če nima vsak med tema dvema zakramentov, kako pa je s tem? Mora pridobiti te potrebne zakramente? Ja, večina teh, ki pride, imajo že prej zakramente v svoji matični, če pa ne, ali se vključijo v katehumensko skupino, navadno je tako. Tako da so tudi katehumenske skupine postale že nacionalno mešane. Če pa nekdo pač neveren, so pa petrinski privilegiji, pavlinski in druge oblike, kot za naše pare velja, po nekih ustaljenih poteh, ki jih predvideva zakonik cerkvenega prava. No, gospa Urška Petač, tudi k vam prihajajo pari, recimo 6 do 8 parov skupaj. Zanima me, kako vi gledate, tudi v tem zavodu Iskreni, seveda to je katoliška priprava na zakon, kako vi gledate na spolne odnose pred poroko? Našim parom poskušamo res dati eno pozitivno sporočilo, kar se tega tiče. Zdaj, mislim, vsekakor naši voditelji, torej naša priprava na zakon vodijo duhovni voditelji in pari, ko so poročeni, torej zakonci. In prihajamo z različnimi izkušnjami. Poskušamo biti seveda iskreni, pristni z njimi, torej jim povemo iskreno, kako smo mi živeli. Hkrati pa jim želimo dati tudi sporočilo cerkve, oziroma pogled cerkve na vse to. Torej, kakšen je pogled cerkve, vemo, torej cerkev nas spodbuja k vzdržnosti pred poroko, ima pa seveda to nek smisel in k temu smislu jih seveda usmerimo. Želimo jim utemeljiti, ker veliko parov, ki prihajajo k nam, so se mogoče odločili za vzdržnost, ampak ne vejo zakaj. Tudi mogoče ne znajo ločiti, ne vem, vzdržnosti od čistosti, ne znajo niti najti smisla v tem. Torej, pridejo s to odločitvijo, ampak so zelo željni ene razlage ali pa iskanja enega smisla tega. In tle jim res poskušamo priti naproti. Vidimo pa, da bi marsikdaj pari rabili podporo tudi pri tem, ker v bistvu vztrajati v vzdržnosti do poroke je v resnici težko. In se pogovarjamo tudi mnogokrat z njimi o tem, kako to doživljajo, kako to preživljajo, kako se soočajo z izzivi in jim poskušamo biti pri tem v oporo in jim kazati tudi o tem nauk cerkve Kristusa in pač globlji pomen in hkrati prednosti tega, za kar so se odločili. No, ker se bliža polovica oddaje, ko nas bo zapustil dr. Matjaž Gams, je zdaj naslednje vprašanje za gospoda Gamsa, ker potem dobimo novo sogovornico. Gospod Gams, seveda ta sodobna tehnologija, družbena omrežja prinašajo svoje dobre stvari, pa tudi lahko pasti, še posebej pri tem srečevanju mladih. Ali se vam zdi, da mladi danes lažje najdejo primernega partnerja? Kakšna je vloga te umetne inteligence? Ali je pravzaprav umetna inteligenca neka razvada, ki nam preprečuje, da bi našli pravega človeka? Po mojem mnenju, strokovnem in osebnem, so vsa ta orodja, kot so splet, Google, ChatGPT, umetna inteligenca, lahko zelo koristni, če jih znaš prav uporabljati,
Če jih pa ne znaš prav uporabljati, so pa škodljivi, tako kot avto. Lahko se vozi z avtom, lahko se pa nekam zaletiš in imaš škodo. Žal nihče nekako ali pa zelo malo informacij o teh negativnih komponentah, da ne smete preživeti, zlasti kot mladi, recimo otroci, ne smejo preživeti preveč časa, preveč ur na dan. Kar se tiče pa iskanja partnerjev, je pa natanko tako, ne. Nekateri ti programi so izredno koristni, ker vam omogočijo dejansko najti primernega partnerja. To so iskali, so delali teste, analize strokovne, in če greste na primerno platformo, potem dobite, z malce sreče, dobite dejansko ljudi, ki so vam nekako kompatibilni, ne. In to je zelo pomembno, ker mladi ljudje se odločajo včasih zelo nekako čustveno, malce iracionalno. Vemo, da recimo v Indiji ali po nekih krajih sodelujejo starši, da pomagajo še malce bolj razumsko gledati na zadevo. In te programi pa dejansko najdejo recimo tisto idealno v nekem smislu ali pa nekaj potencialnih idealnih kandidatov in pa kandidatk. Potem imate pa po drugi strani pa spletne rešitve, ki so pa izrazito škodljive in ljudje ne vejo. To so vse tiste, ki omogočajo hitre zmenke. Recimo znani so primeri, ki so bili tudi v strokovnih krogih dosti publicirani. Mlajši ljudje recimo iz nekega želje po nečem novem grejo recimo na nek hiter zmenek in menijo, da so z nekimi minimalnimi sredstvi dovolj zaščiteni. Potem se pa zgodi ne tako redko posledica, da pride do okužb in pride tudi do izgube možnosti imeti otroka. V takih primerih zopet se v strokovnih krogih se to čisto korektno analizira, govori, samo vprašanje, koliko tega pride po medije. In zato je določena, ali pa res bi rekel, velika stopnja previdnosti pri tovrstnih spletnih aplikacijah zelo na mestu. Torej, katero aplikacijo bi vi odsvetovali? Z imenom že ne smemo, ne, to je prepovedano, kolikor vem, ampak še enkrat bi rekel, vse tiste, ki grejo v smeri hitrih spoznanstev na osnovi iskanja nekih hitrih avantur in podobnega, bi pa priporočil tiste, ki pa vse to vam tudi ChatGPT pove, katere aplikacije so kvalitetne in katere, in tudi obstajajo znanstveni članki, ki jih tudi lahko najdete preko Google Scholarja. Dobro, doktor Matjaž Gams, hvala lepa za vaše sodelovanje v oddaji in te komentarje. Mi pa bomo zdaj komentirali naprej. Hvala lepa. Gospod Luka Mavrič, tajnik Urada za družino pri ljubljanski nadškofiji, kako pa vi komentirate to, da nimamo več Urada za družino? Kaj bi bilo drugače? Torej na državni ravni. Nisem politik, da bi znal to pojasniti, kaj pomeni imeti en tak urad, ampak zdi se mi, da če imamo en urad, ki obravnava ta vprašanja, pomeni, da resno obravnavamo prihodnost našega naroda, ker gre tako za sedanjost kot za prihodnost slovenskega naroda. Če tega urada ni, pomeni, da to odrivamo nekam v stran, da ta vprašanja so nezaželena in praktično pomeni tudi, da nimamo nobene vizije, ker se noben s tem ne ukvarja. Tako da se mi zdi nujno, da bi kot v naši državi kot nek urad obstajalo neko telo, ki bi se ukvarjalo resno s temi vprašanji, jih obravnavalo in predlagalo tudi neke pobude, predloge, smernice, ki bodo šle v to, da je družina podprta, da imamo jo v središču našega naroda, ker vemo, kar je dobro za družino, je dobro za narod. Če nekaj družino uničuje ali jo dela šibko, šibi naš narod. Podobno je tudi v odnosu do cerkve. Ampak katera so tista vprašanja, na katera mi na državni ravni danes nimamo odgovora? Predvsem se mi zdi, da manjka neke vizije. V resnici ni videti jasne volje, da bi omogočili družinam, da se postavijo in da zaživijo tako, kakor si vsak želi tudi v družini živeti. V družini tisti, ki jo pač imamo otroke, vidimo, kako je to stalno neka borba. Je bitka s časom, je polno finančnih vprašanj, vsi smo zakreditirani, tukaj so skrbi glede vzgoje otrok,
glede tega, kako ohranjati ravnovesje v zakonu, in v resnici ni institucija, ki bi nam pri tem zares pomagala. Cerkev se še nekaj trudi ohranjati recimo zakonce v neki kondiciji ljubezni, ne, z zakonskimi skupinami, z organizacijo raznih družinskih srečanj, duhovnih vikendov in podobno. Na državni ravni pa tega nimamo. In zato je v resnici družina vedno bolj šibka, vedno bolj na udaru, posledično pa trpimo vsi. Tudi vse institucije navsezadnje. Tudi vi ste del take zakonske skupine. Kaj vam pomaga članstvo oziroma udeleževanje teh srečanj? Ker veste, to so tudi lahko zelo intimna vprašanja, ki jih nočejo vsi odpirati pred drugimi. Drži. In točno zato obstaja zakonska skupina, da vsaj nekje pa lahko odpiramo tudi bolj intimna vprašanja. Da se učimo pogovarjati o teh stvarih, ker se včasih tudi v zakonu ne znava pogovarjati, in ko slišimo druge, da si upajo postaviti vprašanja, da se učijo pogovarjati o stvarih, ki si jih mogoče sama ne znava odkrito povedati, potem dobiva tudi neko orodje, neke zglede, neke primere dobre prakse in nama lahko pomaga, da dobiva tudi mi malo več upanja, v redu, ni z nama nič narobe, da imava take težave, da imava kdaj krizo, da se ne razumeva kot moški in ženska. Predvsem pa tudi, kako Boga povabiti v ta najin odnos, v to najino konkretno resničnost. Ne? To je vprašanje, ki se premalo odpira v javnosti, v zakonski skupini pa je prostor za to. Gospod Knep? Lejte, to, kar je gospod Gans pa rekel, ali bi država tukaj morala bolj odločno vstopati v zvezi z uradom, ne? Lejte, jaz mislim, da je to vprašanje staro že tisočletja. Ne? Imamo primer enega najbolj prosvetljenih vladarjev v zgodovini, to je cesar August. Ko on leta 27 prevzame cesarstvo v svoje roke, on ugotovi, kje se mu cesarstvo podira in postavi zelo jasno hierarhijo in ugotovi, prva kriza cesarstva je kriza religije. In zato svoji ženi Liviji zaupa reformo religije na vseh nivojih, tako duhovniških služb kot ureditev templjev in tako naprej. Drugi nivo pa je družina. In on ugotovi, zato ker ne funkcionira religija, so družine v krizi. In on stopi v senat in vpraša senatorje, si poročen, nisi poročen, koliko imaš otrok, in vidi, da je sam senat v bistvu jedro razkroja države, zato takoj upelje ukrepe. In so njegovi ukrepi izpred 2000 let zelo podobni sedanjim ukrepom, ko kakšna država spodbuja. Ne? Se pravi, vsi svobodni državljani, ki so imeli 3 otroke, so zato dobili državno podporo. Skratka, to zaporedje. Potem je šel pa on šele na druge reforme financ, vojske, trgovine in tako naprej. Ne? In ker država ne naslavlja, ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi, ne naslavlja več tega vprašanja na ta način, smo se znašli v nekem duhovnem in filozofskem vakuumu, ne? Kar recimo nazorno kaže Nobelova nagrajenka iz leta 2022, torej najnovejša, Annie Ernaux, ki se več ne ukvarja z družbenimi vprašanji, ker ni nikjer več nobenega duhovnega, intelektualnega in filozofskega okvira, ki bi nas potegnil skupaj, ampak se ukvarja samo še z autofikcijo. Se pravi, ukvarja se z intimnimi vprašanji, ki jih gleda skozi družbo. Torej, nimamo nobene več skupne platforme, znotraj katere bi se lahko sporazumevali. Svet se je razletel, individualiziral v duhovnem in filozofskem smislu. Ne? In ker tega ni, potem je jasno, da država, kakršna je naša, to samo potrjuje in se v to smer kot neko protiutež niti ne trudi. Ne? No, zdaj vmes se nam je pridružila magistrica Mojca Belcelj Magdič, soustanoviteljica portala katstik.si. Gospa Belcelj Magdič je pa tudi magistrirala z področja teologije, družine in zakona leta 2011 v Rimu. In seveda transformacije intimnosti v modernih odnosih. S tem je mišljeno tudi na teorijo spola.
No, zdaj po tej predstavitvi, gospa Belcel Magdič, mi smo prej poslušali gospoda dr. Grimsa iz Inštituta Jožef Štefan, ki je pohvalno govoril o umetni inteligenci in seveda ni odsvetoval nekih platform. Zdaj gospod Knep je rekel, ni več neke platforme, vi ste ustanovili to platformo, to digitalno. Povejte nam, ali se to obnese, ali je to pravi način. Kajti mi, starejša generacija, seveda tega nismo imeli, pa smo hodili na plese, pa na veselice, pa kamorkoli pač in smo se tam osebno srečali. Kaj se dogaja na vaši platformi? Izmed možnosti, kako lažje najdeš nekoga s podobnimi vrednotami in z vero. Tako da pač omogoča en pač virtualni prostor, kjer se lahko podobno misleči ali pa pač samski z podobnimi željami po zakonu in družini srečajo. Tako da naša platforma, naša spletna stran dejansko daje možnost srečanja, pogovorov, pisanja, spoznavanja, pač drugačnega načina teh spostavljanja prvih stikov. In se obnese, kajti na dan naše ustanovitve, to je bilo pred 9 leti, se je prvi dan pisalo 500 uporabnikov, potem naslednji dan 900, potem že 1200, se pravi, iskanje je bilo, željni so bili takega portala, se pravi, željni, da najdeš nekoga, s katerim bi lahko živel neko trdno zvezo in si potem tudi ustanovil družino. Torej, tu se srečajo katoličani na tej vaši platformi. Da, prvenstveno je narejeno za katoličane, ampak pri opisu pa tudi, se pravi, damo možnost tistim, ki recimo še iščejo, še niso verni ali pa bi radi nekoga takega spoznali, pa sami niso verni, ampak stremimo k temu, da so iskreni in da v svojem opisu napišejo pač nisem katoličan ali pa sem pripadnik kakšne druge krščanske denominacije ali pa rad bi spoznal nekoga takega. Se pravi, ciljem na to, da so naši člani, pač uporabniki iskreni. No? Ali jim zastavite tudi kakšen vprašalnik ali napravite kakšen psihotest? Namreč to, o čemer je govoril dr. Gams, je zelo velikokrat na kakšnih tujih platformah, so neki psihološka ujemanja po tipih osebnosti in potem spravijo nekatere osebnosti skupaj. Kako vi izberete te ujemajoče posameznike? Ja, tudi nekako po tem principu. Najprej seveda vsak posameznik si ustvari svoj profil, svojo sliko, svoj opis in pri tem opisu mi postavimo vprašanje. Ne samo tvoj hobi, ampak tudi tvoj odnos do vere, družine, tvoj odnos z Bogom. Se pravi, da nekje že v tem osnovnem opisu posameznik se postavi oziroma izjasni, kakšen je njegov odnos do temeljnih vrednot in do vere. Potem naslednji korak pa je, da umetna inteligenca na podlagi teh opisov najde posameznike, ki so si bolj kot ne blizu, ali glede njihovih hobijev, ali glede poklicev, ali glede starosti, ali glede odnosov do Boga. Se pravi, ja, umetna inteligenca jih potem lažje poveže med seboj in spozna. In kakšen je izkupiček vsega tega? Ali spremljate tudi uspešnost teh povezav ali ne? Spremljamo potem, ko se odjavijo, da se odjavijo recimo, sem nekoga spoznal, nisem spoznal ali pa napišejo nek drug razlog. Do leta nekako pred 2020, pred epidemijo, smo še bolj budno spremljali. Takrat se nekako odjavilo 100 posameznikov, ki so napisali, da so nekoga spoznali na portalu. Seveda od teh 100 posameznikov ne vemo, koliko zvez se je obneslo, koliko ne, ampak imamo pa več kot 20 porok. Tako da, ja, se pravi 20 porok, za katere jaz osebno vem, da so se zgodile, imamo slike, imamo potem tudi slike njihovih otrok, tako da ja, dejansko se pari najdejo in tudi prijavljajo se vsak dan novi člani, tudi poroke se dogajajo vsako leto. Gospa Petač, če smo še skupaj, seveda. Gospa Petač, lejte, vaša priprava na zakon traja 12 tednov, ne?
Ali se lahko zgodi, to je kar precejšen čas, 12 tednov, nekateri se v življenju poročijo celo prej kot v 12 tednih. Ali se lahko zgodi, da se kdo ob tem razmisleku, vrtanju po samem sebi tudi premisli? Ja, vsekakor. Ja, velikrat se tudi to zgodi. Sicer v času, preden sem jaz začela voditi pripravo na zakon pri nas, je bilo, mislim, da je bil kakšen par več kot v zadnjih 6 letih, ampak v resnici mi smo pravzaprav, mislim, mogoče se čudno sliši, ampak hvaležni, da ljudje spoznajo, da mogoče niso se skrb pred poroko, tako da se nič ne obremenjujemo, če se jim to zgodi. Mislim, če se jim to zgodi, ne jemljemo tega zdaj kot neko negativno statistiko, ne. V resnici se nam zdi dobrodošlo, če so to spoznali, Bogu hvala, pravočasno, preden so sklenili odločitev za vse življenje. In kaj so ta glavna vprašanja, skozi katera naj se prebijajo bodoči poročeni pari? Kaj se sprašujejo? Najbrž sprašujete, kaj je tisto, k čemur jih mi spodbujamo, ne? Tako, ja. Pri nas grejo skozi 12 tem, torej 12 širokih vprašanj odpremo, recimo začnemo s premlevanjem naše zgodovine, torej kako sva se spoznala, mogoče moja življenjska pot do tega trenutka zdaj, kakšno doto prinašam iz družine. O teh vzorcih se veliko pogovarjamo in to je recimo ena izmed težjih tem, oziroma ja, tle težje spregovorijo, ker je v resnici marsikaj težko ozavestiti, hkrati pa tisto, kar pa uspejo ozavestiti, je pa velikokrat boleče. Ampak je pa dobrodošlo, vsekakor je to dobrodošlo, da te stvari predebatirajo, da si podelijo, ker v resnici iz tega lahko veliko zgradijo. Torej, to je že eden izmed nujnih temeljev, ki jih morajo postaviti, se odločijo za poroko. Pol pa na naslednjih temah se pa dotaknemo malo njihove sedanjosti, recimo najinega načina komunikacije, čustvovanja. Konflikt je ena izmed zelo močnih in tudi napornih, težkih tem zanje. Predvsem jih spodbujamo k temu, da se naučijo reševati konflikte, jim damo nekaj korakov in nekaj orodij, ki jim bodo mogoče kdaj v prihodnosti pri tem pomoč. Hkrati se seveda pogovarjamo tudi o najinem odnosu do vere, najini duhovnosti. Veliko poudarka damo tudi na temo spolnost, ki smo jo tudi prej že odprli. Pol pa jih usmerimo tudi malo v načrtovanje prihodnosti, kaj si želiva za naprej, kakšno imava želje za najino kariero, najino družino, kakšna bova midva kot starša, kakšna imava pričakovanja od zakramenta, svetega zakona, od najine poroke, od najine zveze. In seveda tisto, kar je pa temeljno, kar pa preklepetamo na zaključnem vikendu, je pa poročna obljuba. Tam se pa poglobimo res vse temelje, se pravi 4 temelje poročne obljube, in poskušamo pogledati na zakon kot zakrament. Torej ne samo zveza, en papir, ki ga podpiševa, ampak kaj nama ta zakon, zakrament prinaša. Gospod Knep, kakšna je vloga duhovnika, prav v tem smislu zakramentalnem, pravzaprav v pripravi na zakon? Ali so nepremostljive razlike v duhovnosti, ali mora biti duhovnost temelj neke zveze, ali je to nekaj tako za zraven, kako je s tem? Ja, kako je vloga duhovnikov, nasploh ne znam reči, ampak zdi se mi, da smo se v teh 50 letih, odkar je to organizirano, bili v preteklosti zelo osredotočeni na psihološka vprašanja. Tudi ta priprava, za katero sem jaz odgovoren, ima velik sklop najrazličnejših psiholoških tem, ki jih je gospa tudi navedla. Sam pa vidim z vsakim letom bolj, da je centralno vprašanje, kako naj dva vstopita v odnos do Boga. In sicer zakaj? Glejte, če zaškriplje spolnost, je vsakmu tako jasno, da je treba razpreti čustveni svet, da se znova najdeta v čustvenem odnosu, ljubezensko-spolne življenje in tako naprej. Ampak ljudje premalo in tudi duhovniki računamo in upoštevamo to, da v nekem trenutku se ti naveličaš sploh reševati konflikte
se ti sploh ne ljubi več ukvarjati s partnerjem. In zato sam poskušam postaviti še tretji kontekst, najširši kontekst, to je pa zadnji kontekst v Bogu, ne? Da tudi čustveni svet postavlja v ta kontekst. In kako to narediva? Zato je poudarek pri sakramentu zakona, kako nama Bog pomaga živeti, ko smo v težavah. Ne kako samo mi psihologi dajo neko orodje, ampak kako jaz sam takrat v Bogu rešujem ta konflikt. Ne? Ko sem sam, da sem v zakonu, sem v nekem trenutku sam, ko sem pade neka senca v odnosu, kaj jaz takrat naredim. Ne? Skratka, to je zame centralno vprašanje, kako dva potegniti v notranji svet Boga. To. Kaj pa so tiste nepremostljive razlike po vašem mnenju? Sam zato teh razlik niti ne poudarjam. Ne poudarjam jih zato, ker so psihološke narave, ki jih je mogoče premagovati, če mi dva prestopiva to psihološko platformo in se najdemo v Bogu. Če se najdemo v Bogu, potem bodo te mnoge psihološke prepreke, pa predzgodovina, pa kaj vse bilo v najni mladosti preseženo. Ne? Če v to ne vstopiva, potem je vse, kar je spodaj, prostor oziroma vzrok za nenehne težave, konflikte. Ne? Zato je moj cilj potegniti jih naprej, kako nama Bog pomaga živeti. Ampak kljub temu je ločitev veliko, ne? Tretjina poročenih parov se razide, loči, razveže. Mislim, da ravno zato. Ravno zato, ne? Ker niso potegnjeni v to. Ker vsi verjamemo v pomen psihologije. Jaz jim pa rečem, zelo dobro je to, tudi pri nas je velik del programa je namenjen psihološkim temam, ampak to ne bo rešilo vajnega zakona. Vse to vedenje. Ko si ti v situaciji, v nekem konfliktu, takrat se ne moreš spomniti na 10 predlogov, ki so jih psihologi povedali. Takrat se spomnim samo na to, Bog pomagaj me, usmiri se me, da bom to svojo ženo imel rad, tako kot je, daj mi moči, da bo čutila, da se trudim za njo in zato potrebujem Boga v tistem trenutku. Dobro, gospod Mavrič, kako je danes težko mladim najti pravega partnerja in se tudi odločiti za neko tradicionalno, da tako rečem, ta beseda je zdaj spet moderna, trendovska, tradicionalna, ne, trade woman, torej tradicionalna ženska, kdo to je, kdo je moški tradicionalni. Težko je najti tudi fantom, moškim, neko bistvo. Tako pravijo, ženske so tako samostojne, enakovredne, praktično moškega kot da ne potrebujejo več. Kako je s tem? Ja, če se pogovarjamo z mladimi, vidimo, da ni enostavno najti prvič partnerja, s katerim si želijo potem zaživeti v skupni zvezi in ustvariti družino. Potem pa tudi to živeti iz te odločitve. Ne? Jaz mislim, da tukaj je veliko razlogov za to spremenjene okoliščine, v katerih danes živimo. Ne? Če je včasih veljalo, da je recimo zakon pomenil en mejnik, v katerem se je začela spolnost, se je sploh najprej odhod od doma, in ustanovitev lastnega doma, pa pričakovanje otroka. To je bil nek mejnik v življenju, ki je vse to nekako vključeval. Danes je vse to ločeno, ni povezano med sabo, ne spolnost, ne življenje v zakonu, ne pričakovanje otroka, niti lasten dom. Ne? Vse je nekako tako. In mladim zaradi tega ni lažje, ampak je kvečemu težje. Potem pa tukaj tudi seveda, ker so tako v tem svetu potegnjeni v neka vprašanja, ko morajo najprej doštudirati, pa dobiti službo, potem je vprašanje financ, osamosvojitve, neodvisnosti od doma, od staršev. In ko so enkrat v službi, iz dneva v dan prihajajo v krog ljudi, ki je vedno isti in običajno potem nimajo več toliko časa, da bi šli še kam drugam, da bi se vključevali v kakšne druge skupine, razen mogoče preko spleta, kakor smo zdaj že govorili o tem.
Tako da je bolj malo priložnosti za pristna srečanja, da se nekaj zgodi, preskoči iskrica, da se spoznajo. In želja v resnici je še vedno enaka, močna, kot je bilo pa v prejšnjih generacijah, sem prepričan, da je, ampak je tukaj več ovir, pa hkrati imajo več vprašanj, kot sem že tudi povedal, a ne? In manj se čutijo gotovi v sebi, da so zares opremljeni za eno zvezo, za katero bi verjeli, aha, to je to. V bistvu potem testirajo, preverjajo, a bi midva, če bi živela skupaj, a bi to obstalo, a bi se ujela in grejo skupaj živeti, na način, da si še ne rečejo dokončne obljube, ne? V bistvu je to kot neke vrste testiranje, kako bi se midva ujela, če bi živela skupaj, ne? Ker pa umanjka ta odločitev za drugega, je vedno neka distanca, neko nezaupanje, kaj če bo prišlo do prevelikih konfliktov, prevelikih razlik med nama, da se ne bova slučajno takrat preveč ranila, rajši ne tvegava do tega dokončnega koraka, da bi se odločila za poroko, ne. Jaz vidim tukaj v precejšnji meri, da je na delu strah, pa če se ga zavedajo ali pa ne, oni to rečejo, tisti papir nič ne zagotavlja, kaj bova zdaj to podpisovala, važno, da se imava rada, ne. Lepo je, če se imata rada, ampak v življenju smo tako narejeni, da želimo živeti iz neke odločitve, ker ta pomeni neko jasnost, gotovost in takrat ti lahko začneš ustvarjati, ker si miren v tem, kaj sva se midva zmenila in iz tega živiva. Če živiš iz neke negotovosti, morda bo šlo, morda pa tudi ne. Strah pred ranami, kaj bi se zgodilo, če bi se znašla v podobnih scenah, kakor sva jih gledala pri naših starših morda, a ne, ki ste šla narazen, tega je vedno več in tega ne želijo podoživljati. Jaz vidim tukaj en velik tak strah, ne, in potem je pa ta dinamika, strah pred osamljenostjo na eni strani, pa strah pred tem, da bi bila preveč si blizu in bi se morda kar ujela v ta odnos, ne, da bi ujetost v odnosu. In potem nekako med tema dvema skušajo nekako živeti. Krmariti. Skratka, zapleteno je danes živeti, ne? Ni več tako enostavno. Dobro, gospa Petač, koliko mladih, pa kljub vsemu temu, kar smo slišali, pride samo po nek papir, samo potrdilo, da sta bila na tej pripravi za zakon? V resnici neke splošne statistike tukaj ne morem razgrniti, lahko pa sigurno rečem, da pri nas vsake toliko, recimo enkrat na leto, sigurno opazimo, da je nekdo res prišel samo papir iskati. Mogoče pri nas jih še zavede naziv e-priprava na zakon, ki jim mogoče da občutek, da to je povsem preprosto in da bodo tle zelo še hitrejši, kot če greš samo do župnika ali pa pač do nekoga, ki uradno pripravlja na poroko. Mislim, da bodo še hitrejši dobili papir, ampak v resnici ni tako. Si predstavljam, da je sicer tega več kot, se pravi, pri ostalih parih, ko ne opravljajo priprave na zakon, pri nas si predstavljam, da je veliko več takih. Pri nas pa v resnici ne, no. Večinoma pridejo res pari, ko si želijo poglobiti odnos, ko želijo zgraditi trdne temelje in ko jim je mar za to, kaj obljubljajo in kaj bodo v življenju pol z obljubo počeli, kaj jim bo obljuba prinesla. V glavnem res se želijo to poglobiti in vložiti v to nekaj časa in truda. V končni fazi 3 mesece res ni malo časa. Če bi primerjali z recimo pripravo duhovnikov na duhovniško posvečenje, je to sicer čist nekaj drugega, ne? Oni se pripravljajo veliko let, mi pa 3 mesece. Mogoče, kakšna priprava na zakon vseeno traja še dlje in je vsekakor dobrodošlo, mi spodbujamo, da opravijo še kakšno, ker tega vsekakor ni nikoli preveč. Jaz mislim, da na zakon nikoli ne moreš biti preveč pripravljen. V glavnem tudi na koncu spodbudimo, da razmišljajo v tem smislu, torej, da to je začetek, da poroka ni konec, ampak da je bil to prvi korak, ki so ga naredili, od tukaj naprej se pa šele začne garanje v odnosu. Zdaj, nekaterim je to sicer zelo težko sprejeti, da ne bojo, mislim, da je potrdilo, pač je nek papir, ampak jim ne da
garancije, da da bo njihov zakon uspešen, da jim bo vse šlo kot po maslu, ampak večinoma pa v resnici se zavedajo in odhajajo z eno veliko hvaležnostjo, da so vložili veliko in da bo veliko še potrebno in so v resnici na to pripravljeni in željni tega. Gospod Knep, ali vi spremljate potem tudi že poročene pare z njihovimi težavami, problemi? Sistematično ne. Svetujemo jim, da se vključijo v zakonske skupine. Sam sicer tudi spremljam zakonce v svojih skupinah, da bi pa za te pa ne. Samo svetujemo jim, naj se vključijo v skupine. In se obrnejo na vas? Dobijo neke informacije in vidim, da mnogi se dejansko vključijo. Dobro, gospa Mojca Belcelj-Magdič, ali vi združujete, da tako rečem, tudi razvezane pare? Da, tudi ti se pojavljajo in so naši člani, vendar nekako imajo tudi poseben okvirček, kamor napišejo, da so v razvezi oziroma da čakajo ničnost zakona. Kajti vemo, če si še vedno cerkveno poročen, se ne moreš ponovno cerkveno poročiti. Oziroma, če tvoj prvi zakon ni bil ugotovljen, da sploh ni obstajal, se ne moreš cerkveno poročiti. Tako da, tudi takšni so med nami in nekateri potem tekom čakanja in iskanja novega partnerja potem dobijo ničnost zakona in vstopijo v novo zvezo in se poročijo. Gospod Knep, ta ničnost zakona, kako se to doseže? Ja, s tem se pa precej ukvarjam. Recimo, moja izkušnja je, da v spovednici, ko se nekdo pove svojo zgodbo, pogosto vidim, da trpi zato, ker mu je zakon razpadel in potem marsikomu rečem, v kiosku lahko dobite mojo telefonsko številko in če želite, lahko pogledava in se najprej dogovoriva za en pogovor, dogotovim, ali je materija za ničnost. Ja, in je, kdaj? In v večini primerov je. Ja, kaj je to, recimo, povedano? Potem pa se dobimo Lejte, ogromno je nesvobode pri poroki. Recimo, ljudje so z nekom želijo poročiti ali pa se morajo poročiti, zaljubljeni so po nekoga drugega. Ja. In pravi, že v štartu je nekaj narobe. Ali pa so se poročili zato, ker so hoteli pobegati od svojega doma, iz svojega doma, ali recimo zato, ker je prišlo do nosečnosti, pa so bili potem pritiski, nekako moramo zdaj to urediti, ker starši naju ne bodo gledali pod najino streho, če ne bomo to imela urejeno. Potem je ogromno enih stisk povezanih recimo z neurejenimi razmerami v družini, ko želi zlasti nevesta pobegati iz tega okolja in se z nekom zveže, kakorkoli pač bo. In to se potem vse prizna kot ničnost, na podlagi te izpovedi? Ja, treba je videti, kaj je pripeljalo do sklenitve zakona. In če se vidi, da je do sklenitve zakona pripeljalo nekaj, kar je okrnilo svobodno odločitev, potem je to materija. Kaj je bilo po tem. Še recimo poroka sama. Sam poročni dan je tudi veliko pokaže. Ohcet, kako se obnašata pri poroki, kako je bilo s pričami. Ves ta kontekst raziščemo, da se vidi, ali sta res se odločila iz ljubezni in svobodno. No pa se zdaj je možno si civilno poročiti celo brez prične. Kako pa to komentirate? Brez prične, tega niti ne vem. To še nisem slišal. To je zelo torej mi smo res nenavadna država. Mogoče še pridejo te primeri do vas. To pa ne poznam. Torej, koliko je zdaj te ničnosti procentualno? Bi lahko dali neko oceno? Ja, ničnosti je manj, ker je manj porok, ampak procentualno pa veliko več kot nekoč. Zato, ker se zdaj veliko bolj upoštevajo tudi psihološki razlogi, psihološka nezrelost, nezmožnost dojeti, kaj je sploh krščanski zakon. In ko se vidi, da dva vstopata v zakon in eden od partnerjev v bistvu sploh ne ve, v kaj vstopa, in če bi on vedel, potem se niti cerkveno ne bi poročal, skratka se vidi, da ljudje enostavno
niso v polnosti ne dojeli in zato tudi nesvobodno sprejeli take odločitve. Dobro, spoštovani gostje, zdaj, ker smo pri koncu, na koncu še zadnji komentar. Zanima me, kako bi vi spodbudili, da bi imeli več porok in večje družine? Gospa Petač. Dobro vprašanje. Jaz vsekakor želim poudariti to, da je vredno se vsekakor poročiti, da milosti, ki nam jih prinaša zakrament svetega zakona, so dragocene in jih rabimo. Brez tega jaz mislim, da v resnici bi bilo lahko še več razvez. Ker res verjamem, tudi velikokrat se s pari pogovarjamo o tem, da je Gospod tisti, ki nam pomaga, da, tako kot je prerekel Luka, da ostanemo skupaj, se pravi, da nam pomaga čez stiske, da nam pomaga vsak dan znova držati poročno obljubo, torej v sreči in nesreči, v ljubezni in zdravju, v bolezni in zdravju, torej vse dni svojega življenja. In brez tega jaz si ne predstavljam živeti poročne obljube oziroma zakona brez milosti, ki jih daje zakrament. Tako da jaz bi vsekakor spodbudila k temu ravno zaradi tega, zaradi milosti, ki nam jih prinaša. Ja, gospa Bielcelj Magdič? Ja, jaz tukaj bolj vidim, ker z vidika samskih, tudi naj se opogumijo, naj gredo ven iz svoje cone udobja, poskusijo tudi se predstaviti, kdo so. Glede same poroke, pa ja, tudi narediti ta korak, da je pomemben, ampak ni nemogoč, je pa kasneje zelo pomembno, v kakšnem okolju si, kdo so tvoji prijatelji, ali hodiš v zakonsko skupino, ali kaj prebereš, ali kaj poslušaš, ali vlagaš v odnos. Torej, ne samo ta korak, da se odločiš, ampak tudi kasneje, koliko vlagaš in kdo so ljudje okrog tebe, tvoja okolica, to si ti se zelo pomembno. Gospod Mavrič? Jaz bi tukaj naslovil to predvsem na starše. Če otroci vidijo, da se imajo starši radi, da se sicer tudi brusijo med sabo, ampak da znajo uživati skupaj v življenju, da to je nekaj, kar jih potegne, kar jih vleče, jih nagovarja in želijo tudi sami to živeti. Tistim staršem, ki se jim to ni posrečilo, ker so v zakonu šli narazen ali pa so hude težave, pa bi rekel, da naj odkrito povedo svojim otrokom, da si Bog ni tega zamislil na tak način. Pa ne vseeno jih spodbudijo k temu, da najdejo tisto, kakor si je Bog zamislil, ker ne želi, da bi se matrali, ampak da bi se dopolnjevali, da bi skupaj se brusili in rasli v ljubezni. Gospod Knep, vaša beseda je zadnja. Poglejte, recimo, če pogledamo Anžeta, tega hokejista, v Ameriki, kaj je on rekel? Zame je ključno to, da ko pridem domov, objavim ženo in se igram s svojima dvema otrokoma. Če pogledamo Dončića, če pogledamo kdorkoli od teh ljudi, vsak bo na prvem mestu povedal, da je srečen, da je poročen ali pa da je v neki zvezi in da ima otroke. Se pravi, to je v nas tako nekaj elementarnega in tako močnega in absolutno prevladujočega, da je to treba podpirati in da bi družba v tem smislu morala biti bolj naklonjena. V tem smislu se mi zdi, da ta družbena omrežja opravijo neko pozitivno vlogo. Ko odprete Google, vidite, ta športnik se je poročil, to mu pomeni, tako je srečen. Tukaj se vidi in da gre za ta model družine. Moški, ženska in otrok. To je globalno, to ljudje dejansko tako čutijo in dejansko tudi mediji, ko te zgodbe prinašajo, to potrjujejo. Ja, vsi športniki vedo, katerega spola so. Dobro, to je za drugo oddajo. Najlepša hvala, spoštovani sogovorniki, za tele zelo zanimive komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Nasvidenje.